Tako, dober dan, dobrodošli v knjigarni Celjske Mohorjeve. Danes se bomo zaustavili, pogovarjali pravzaprav o eni taki knjigi za sladokusce, bi jaz rekla. Henohovi knjigi, ki ni novost, je ponatis in danes sta z nami prevajalec, dr. Klemen Jelinčič-Bojeta in pa dr. Samo Skrlovnik. Dr. Bojeta je študiral v Jeruzalemu, v Tel Avivu, diplomiral iz sociologije in antropologije in potem v Ljubljani doktoriral iz zgodovine. Ukvarja se z judovsko zgodovino in judovstvom nasploh, z tega področja tudi publicira. V slovenščino iz hebrejščine prevedel več del, prevedel tudi Koran, lahko pa izdam. Da nastaja že nekaj novega. Več o tem ne bi še? Še ne bi? Prav, skratka dela. Tako, pri Celjski Mohorjevi so tudi šle njegove vzhodne cerkve, pa nakratko uvod v judovstvo, protestantske cerkve in skupnosti. S tem področjem, judovstvom tudi, med drugim pa se ukvarja seveda, oziroma je poznavalec tudi dr. Samo Skrlovnik, profesor, docent na katedri za sveto pismo in judovstvo Teološke fakultete Univerze v Ljubljani. Henohova knjiga torej je med nami v drugem natisu po 10 letih. Gre za antično judovsko besedilo, za katerega smo zapisali, da ga je po tradiciji napisal Henoh, ki naj bi bil Noetov praded, ta je bil pa Kainov sin in Metuzelemov oče. Nad vse zanimivo se sliši, daleč v zgodovino gremo človeštva. Knjiga je sestavljena iz 5 delov, ki so bili že na začetku ločeni spisi, kasneje so jih uredniki sestavili. Kaj to pomeni, da to besedilo imenujemo svetopisemsko psevdoepigrafsko delo? Zakaj je pomembno, da imamo prevod v slovenščini in kaj je tisto, kar je terjalo ponatis, pa kome čakamo, da nam danes vidva povesta. Izvolite, prosim. Hvala lepa za besedo. Morda začnemo z bolj uvodnimi vprašanji ali pa temami za tiste sladokusce, ki se šele pripravljajo na svoj obrok. Torej, morda čisto osnovno vprašanje, zakaj sploh naslov Henohova knjiga? Oklepajo zaradi tega, ker dejansko v strokovnem ozadju vemo, da obstajajo različne poimenovanja ali pa kratice od etiopskega Henoha, prvi Henoh in podobno. Odločitev po tem slovenskem prevodu Henohova knjiga, morda kak razlog? Zakaj? Razlog je bil čist praktičen, ker prevod je bil narejen iz hebrejščine in v hebrejščini je enostavno to Sefer Henoch in v prevodu v slovenščine je to Henohova knjiga. Ampak se mi zdi tudi praktičen razlog, ker ko daš naslov knjigi, ko daš to na naslovnico, če daš to v tej kratici ena Henoch, je seveda malce, bom rekel, tako premalo opisno, v bistvu je tako bolj, kako že, prekratko je, ne paše na naslovnico. Zdaj, če bi dali, če bi upoštevali to etiopska, oziroma to dolgo ime etiopska Henohova apokalipsa, je predolgo, premalo blizu bralcem. Tako da se mi zdi tudi ta vidik pomemben, ampak vsekakor se mi zdi to, ker je iz hebrejščine, ker je jasno pove, o čem je ta knjiga, čigava je, tako da se mi zdi to čist odlična rešitev. Zdaj, prevod sam, ideja za prevod, je pa prišla, se je nekdo pojavil, ki ga je to zanimalo. V bistvu prišla je pobuda ne z moje strani, ne strani založbe, strani nekoga drugega, ki se mu je zdelo pomembno, da to prevedemo v slovenščino. In potem smo v bistvu skupaj nekako prišli k založbi in smo se pa skupaj zmenili in založbi, da Mohorjevi se je zdelo to zanimivo in pomembno za slovenski prostor. Ker pač zdaj mogoče, če ti malo bolj na široko mogoče, kaj vse imamo v slovenščini, česa nimamo in zakaj je bilo to pomembno, pač ti razni apokrifi tudi iz hebrejščine, da jih imamo. Ja, res je. V bistvu, če apokrife kot recimo en izraz, ki je v bistvu podobno kot Henoh, etiopski Henoh, ena Henoh, malce dvoum, saj za nekatere, ker različno uporabljamo izraz apokrif oziroma pseudoepigraf. Lahko ločimo torej recimo starozavezne pa novozavezne.
In če lahko rečemo, zahvaljujoč tudi, pa morda predvsem Horjevi knjigarni, založbi, da imamo dokaj dobro poskrbljeno za novozavezne, razne, torej kanonične, nekanonične besedila, celo v eni taki lični rdeči knjigi izdane. Pa žal, ko govorimo o starozaveznih izvenkanoničnih besedilih, temu ni tako. Čeprav je pravzaprav obstaja mnoštvo teh besedil, se pravi v hebrejskem, grškem pa drugih jezikih, je pravzaprav prišlo do našega prostora v prevodu do zdaj, saj koliko je meni znano, je to komaj drugi prevod tovrstnih starozaveznih ali pa medzaveznih apokrifnih besedil. Tako da se mi zdi, da tu zapolnjuje eno zelo pomembno vrzel. Še posebej zaradi tega, ker, morda se bom še v nadaljevanju dotaknila, ampak Henok se dotika ali pa predstavlja eno okno v judovski svet, recimo tik pred novo zavezo. Se pravi, nam da občutiti, kako so razmišljali, o čem so govorili, kako so recimo uporabljali, ne vem, nazive, ki so nam zelo domači iz nove zaveze, kot je sin človekov, Mesija, izvoljeni in podobno. Tudi, kot smo prej omenjali, recimo demonologija, podoba demonov kot neko nesnovno bitje, ki lahko, ne vem, zapusti telo ali pa obsede telo, kot beremo recimo obsede, samo hotel reči Jato, skupino prašičev, svin v Gereški deželi. Skratka, en cel kup namigov je v Novi zavezi, nikjer sicer ni rečeno Henohova knjiga, imamo pa od dobesednih citatov, recimo v drugem Petrovem pismu pa v Judovem pismu. Eno so citati, drugo so pa ta naslomba na miselni sistem in pojmovne vrednote, ki so obstajale že pred Novo zavezo. Nova zaveza ni nastala v vakuumu in Henok zelo lepo to ponuja to pogled v te pojme. Ker v stari zavezi je v bistvu zelo malo teh, bom rekel, teh, kako naj temu rečem, pravličnih biti, se v bistvu zelo malo ukvarjajo s, bom rekel, z duhovi, s posmrtnim življenjem, z vsemi temi dodatnimi dimenzijami. V bistvu stara zaveza je sorazmerno, bom rekel, skoraj da racionalna, nekje celo povsem historiografska. Tako da v bistvu nekako ni bil znan ta svet, ta, bom rekel, duhovni svet je bil pa, kot si že rekel, v tem času, mogoče že celo kakšni 2 stoletji pred Kristusovim rojstvom, nekaj zelo povsem normalnega v vsakodnevnem judovskem življenju. In zato se mi zdi tudi pol, če se navežem, pomembno, da smo šli prevajati prav iz hebrejščine, ker tale, bom rekel, ta izraelska biblicistična šola, zdaj mogoče še beseda o tem, se je začela razvijati že, bom rekel, ob koncu 19. stoletja, bom rekel, leta 1850 naprej, na območju Nemškega cesarstva, deloma tudi Praga, Dunaj in, bom rekel, Vilna v Litvi, ta konec, ampak predvsem se je to začelo med temi judovskimi razsvetljenci na območju Avstro-Ogrske in Nemškega cesarstva, deloma tudi Pariz. No in oni v bistvu so začeli razmišljati, da je treba zdaj na nek racionalen, bolj racionalen oziroma, bom rekel, reformiran pristop k prevajanju svetopisemskih besedil, celoten pristop k branju teh besedil, da se to malo, bom rekel, umakne iz te klasične ortodoksne tradicije. No in oni so v bistvu začeli potem na novo prevajati tudi, oziroma rekonstruirati cel kup teh nekih besedil, apokrifnih besedil, Judje temu rečejo zunanja besedila, oziroma zunanje knjige, ki niso vstopile pač v judovsko verzijo Svetega pisma. In oni so to začeli početi že tako od leta 1870, 80, malo po malo. In tudi v bistvu, in so oni to že takrat poskušali rekonstruirati v hebrejščino, kot naj bi bila takrat v uporabi in kot naj bi bilo takrat napisano v hebrejščini. Se pravi, so se predvsem naslanjali na tista besedila, ki so nam znana v hebrejščini bila, se pravi, bom rekel, pozna besedila, tista najkasnejša, ki sta vstopila v staro zavezo. In zato v bistvu so potem rekonstruirali to vrstna besedila v, bom rekel, prav preprosto v biblijsko hebrejščino. In potem je ta Henohova knjiga, ki je v hebrejski verziji nastala kot prevod iz Geeza, se pravi iz etiopskega svetega jezika, je bila potem rekonstruirana ne zdaj v sodobno hebrejščino, oziroma, ker zdaj mogoče še pasus,
takrat ob koncu 19. stoletja se začne oblikovati tudi moderna hebrejščina, ki ponovno postaja govorni jezik. Govorni jezik za vsakodnevno življenje, ne zdaj samo za obravnavo svetih besedil, ampak tudi pogovorni jezik, ki ga uporabljaš v trgovini, na cesti, na tržnici. In zdaj, oni niso takrat, ta moderna hebrejščina začne nastajati, se začne uporabljati, oni tega niso šli dajati v moderno hebrejščino, ki nastaja kot pogovorni jezik, ampak so v bistvu šli to rekonstruirati v originalno, staro, zavezno biblijsko hebrejščino. In tu v bistvu so potem niso imeli, bom rekel, tako zelo velikih težav, ker tudi v Ge'ezu, v etiopski verziji, v bistvu se ohranjajo neki svetopisemski vzorci, in ki se jih uporabljajo tudi pri prevodu Nove zaveze, drugih delov Stare zaveze. Tako da dejansko, ko so te Hebrejci tam v Berlinu, na primer, leta 1890-1900, vzeli to besedilo v Ge'ezu, so v njem prepoznali cel kup fraz, ki so v bistvu dobeseden prevod iz nekaterih že znanih svetopisemskih besedil v hebrejščini, tako da dejansko ni bilo težko potem sestaviti enega prevoda, ki dejansko zveni skoraj da povsem avtentičen. In zato v bistvu se mi potem, no in zdaj seveda tako je prišlo pol do te izbire, da nekako je še najboljše, če se to res prevede iz hebrejščine v slovenščino, da ni treba zdaj iti preko francoščine, nemščine, angleščine, ker se tudi tam že nekaj izgubi, ampak mi lahko dejansko se naslonimo na to hebrejščino in iz nje damo to v slovenski jezik. Zdaj, in tu potem pri tej hebrejščini tudi neko izrazoslovje, ki pa se pojavi v teh stoletjih, v tem stoletju pred Kristusom, po Kristusu in nekako že vsebuje ta duhovni svet, ki smo ga omenjali, vso to demonologijo, angelogijo, vse te začetke judovske mistike, ki jo opazimo že v Henohu, to vse, kar se potem razvija čez celoten srednji vek, in potem gre to tudi v krščansko mistiko, ki sta na začetku seveda zelo prepleteni. Gre kot ta vizija, Ezekielova vizija tega Merkava, ta voz, goreči voz, oziroma Elija, potem tudi, ko gre v nebo na gorečem vozu. Vse te razne mistične vizije, katerih sledove potem opazimo, kot se je rekel, v Novi zavezi. No in zato nekako se zdi izbor prevoda iz te hebrejske biblicistične šole, ko so oni rekonstruirali originalni tekst, se mi zdi ta izbira še najboljša. Bo mogoče še pol besedo pri prevodu samem, ampak toliko, to se mi zdi tu povsem logično, da je bil prevod narejen iz hebrejščine in da se ni šlo preko francoščine ali nemščine. Hvala, samo da tole še dodam. Tudi mnogi drugi rokopisi oziroma antični spisi so morda v nekem prevodu in današnji obleki izgledajo tako tip-top, 1 na 1, ampak gre zelo pogosto za pravzaprav fragmentirano besedilo, ki mora biti prav tako rekonstruirano. To ni neka posebnost, pravzaprav imamo seveda cele rokopise ohranjene, mnogokrat pa tudi ne. Tak primer so recimo mrtvomorski rokopisi, kjer so tudi našli med drugim kopije Henoha, kar priča o tem, da je bil popularen. In to se zelo lepo sliši, tam so našli okrog 1000 rokopisov, fajn, ampak malo kdo potem pove, da je to razpadlo na okrog 25 000 fragmentov, ki jih mislim, da še danes skupaj sestavljajo. Tako, ja. Zdaj, mogoče beseda o vsebini sami, ali so še kaj pozabljal vmes, se pretaka iz eno v drugo. Knjiga sama je sestavljena iz 5 delov. Dejansko je nekako prvi del je morda še najbolj, bom rekel, opisen, še najbolj, bom rekel, pripoveden, kjer se nam zdi, da dejansko opisuje neke dogodke. Ostali 4 deli so pa že v bistvu res, bom rekel, mistični, metaforični, dosti bolj kot prvi del. No, zdaj prvi del gre dejansko, zdaj, ki imamo knjigo, no vse. Prvi del v bistvu govori, hvala. Zdaj, knjiga nastaja, kot je bilo rečeno, knjiga nastane nekje od leta 300 pred našim štetjem do 200 našega štetja, tako da so različni deli nastali v različnem času. In zdaj, tale prvi del naj bi nekako nastajal, domnevajo med 500
samo malo, sem mislil, prav našel. A je prva knjiga? Ne. Knjiga Čuvarjev je prva knjiga, ja. Ta knjiga Čuvarjev v bistvu, ne, ta se mi zdi še nekako najstarejša, je v bistvu od 300 pred našim štetjem, ne, ta je najstarejši del. In tle mogoče, da se zdaj res ne spuščamo preveč v detalje, ta knjiga se meni zdi še najbolj zanimiva, mogoče prav iz tega, ko opisuje v Svetem pismu, ki je nekje v moji prvi Mojzesovi knjigi, ne, imamo omenjene te velikane in te nefile in to. In ta knjiga se dejansko malo bolj ukvarja s tem, bom rekel, malce nenavadnim delom prve Mojzesove knjige, ki če je nek bralec, ki se ravno ne poglablja v Sveto pismo, ga mogoče malce ne strese, ampak malce ga zmede, kaj je zdaj to. Ta del se ukvarja s tem in če zdaj uporabim neko čisto banalno metaforo, v filmu Noah, ta hollywoodski film, ki je šel, moram reči, tam se je kar na veliko ukvarja s temi velikani in s temi nefili in se celo malce ukvarja s to teologijo in kako naj bi se zdaj Bog pač pojavil, kako naj bi posredoval v svetu in tako naprej. In on uporablja, no, te velikane, to so te. Skratka, ta prva knjiga govori o tem, kako naj bi neki angeli se odločili seveda upreti Bogu in so se nekako zaljubili v človekove hčere in so začeli pač spolno občevati s človekovimi hčerami, kar je bilo seveda prepovedano in iz tega so potem nastali te tako imenovani velikani. In zdaj te velikani so seveda potem imajo neko vlogo, zdaj to se da veliko razpravljati o tem, ne. Ena od teh, na primer, lastnosti, pozitivna, je, da so človeka naučili, malce podobno kot Prometej, da so človeku prinesli, ampak to je seveda tudi negativno, orožje, kovanje železa, vojno, nasilje, cel kup nekih reči, ampak zdaj to se da veliko metaforičnih, veliko teh antropoloških, mitoloških stvari najdeti noter, ampak v bistvu gre pa za opis tega kot češ dogodka, kako se zdaj zgodi, da te angeli padajo, kako se zmešajo z ljudmi, kakšen kaos nastane zaradi tega in potem kako se v bistvu Bog odloči, da je kaznuje in kaj se potem zgodi s temi padlimi angeli. V bistvu, ne? In tukaj nekako potem pridemo tudi že nekako skoraj do omembe hudiča oziroma Azazela, ne? Azazel je v hebrejščini še vedno, v današnji sodobni hebrejščini se uporablja kot izraz za pekel, ja, pravi lehle Azazel, pojdi v pekel, se še vedno uporablja. Tako da so ene reči, ne, ki v bistvu že nakazujejo na neke, veliko teološke značilnosti, ki se pojavijo v raznih razodetjih, v Novi zavezi in tako naprej. Ostali 4 deli, ne, so pa že v bistvu bolj metaforični. So pa v bistvu že govorijo o eden, ne, ta knjiga, ta druga knjiga, knjiga Prispodob, ja, že govori o sinu človeka, ne, kjer v bistvu se in o Mesiji, in o pravičnemu, in izbranemu. In v bistvu tu seveda se nekako človek ne more ogniti temu, da ga to spomni seveda na Jezusa. In v bistvu se ukvarja s tem. Potem naslednja knjiga, tale knjiga Koledarja, zdaj imam zakaj vsakeč zaprem knjigo, knjiga nebesnih svetil, da v bistvu opiše koledar, kako so uporabljali koledar, razdelitev na tedne, leta, mesece, gre sončev koledar, ki v bistvu zveni zelo praktično, čeprav je seveda tam cel kup nekih reči, ki da jih resnično razumeš na nek sodoben, racionalen način, moraš malce se potruditi, ampak dejansko je opisan nek koledar, kako so to videli v antičnem času in je zanimivo tudi z tega vidika. 364 dni ima ta koledar, v bistvu ne manjka en dan pa še malo. Potem naslednja knjiga je knjiga Sanj, ki je res zelo metaforična in govori o teh vizijah, ki jih ima Henoh, njegovih videnjih, kjer v bistvu potem veliko prostora o teh raznih debatah, o teh zgodnjih, bom rekel, opisih, mističnih razodetjih z tistega časa, kako so v tistem času videli ta odnos, da na tukajšnji svet, onostranstvo, nebesa, pekel, vse te dimenzije, ne? In tudi te vizije, ki jih ima Henoh, potem spominjajo tudi na neke druge knjige, ne? Kako to vzpenjanje k prestolu Božjemu, kako je v bistvu ta hierarhija angelov narejena. In skratka se navezuje na druge knjige iz tega časa. Potem imamo seveda potem na koncu imamo še Henohovo pismo, to je nekako 5. del, ki ima sam tudi 5 delov. In zdaj tu, da se ne spuščamo preveč podrobnosti, tudi tu v bistvu gre za
naprimer, no, en del ima samo 2 verza, 106 in 107, to v bistvu govori o rojstvu Nojta, to je v bistvu pač en del tega zadnjega dela, samo v 2 verzih, oziroma v 2 poglavjih, pardon, 106 in 107 poglavje. Tako da se vidi tu, knjiga je bila res sestavljena iz drobcev in potem dana v neko celoto. Ampak celoten smisel, ne, vsebine nekako, te celotne Henohove knjige, kot je sestavljena, gre pa dejansko za zelo dobro luč, temo, v bistvu kako se je treba vedno odločiti za luč, ne za temo, kako v bistvu se treba izogibati zlu, kako se treba izogibati zlemu nagibu v lastnem življenju. Tako da v bistvu zato ne, v bistvu ta knjiga zna biti vedno relevantna za cel kup ljudi, ki dejansko vzamejo to knjigo in najdejo v njej nek, bom rekel, čisto oseben navdih, inspiracijo. In zato nekako se meni zdi povsem logično, da je ena od krščanskih cerkva jo na vse zadnje le vzela kot kanonično knjigo, ne spravi Etiopska pravoslavna. Toliko nam mogoče. Zdaj, ti kar nadaljuja. Ja, seveda nimamo časa, da bi šli vse te zanimivosti, ki jih je res ogromno. Samo toliko morda mimogrede, Henoh verjetno nosi naslov, nisem nikoli preverjal, ampak v Stari zavezi imamo samo 2 osebi, ki sta bili živi vzeti v nebo. To je bil že omenjeni Elija in pa Henoh. In verjetno s to potovanjem, ki je bil vzet, je potem on videl delovanje svetov in vse to, kar je zelo zanimivo. Lahko pa tudi uvrstimo Henoha v ta širši poskus, kaj namreč počnejo v bistvu apokrifna oziroma zunaj kanonična besedila. Recimo se pravzaprav vse so v odnosu do kanoničnega besedila in ga ponovadi poskušajo nekje pojasniti ali pa dopolniti. Se pravi, tako je bilo rečeno, imamo omembo, ne vem, teh božjih sinov, ki so si poželeli lepe hčerke človeških sinov in bolj kot ne se s tem zaključi. Se pravi, naravno branje bi bilo, kaj zdaj to, a ne? Tudi še zdaj na eksegezi, na teologiji, mislim, so težave in tam ne priješ, predstaviš različne teorije in greš naprej, ne? Ljudje so se spraševali, kaj je zdaj s temi, kdo so ti padli angeli, kako je prišlo do tega, če to nekako nič ne vemo o tem, a ne? Kdo so zdaj ti tako imenovani velikani, tudi tu se da na veliko, ne, nefilimi, ki prihaja iz verjetno korena Nafala, ne, Pasti in že Akvila pa Simah, recimo zanimivost, nista prevajala velikani, ampak nasilni oziroma ti, ki povzročijo padec. Vse sorte možnosti je, oziroma je možnost za debato, vsekakor pa zelo zanimivo, tista siva cona, ki je v kanonu ni odgovora, poskuša v bistvu Henoh med drugim na to podati sistematičen odgovor in potem ponuditi hierarhijo. Mogoče sam sekunda. Morda se tudi navezuje na neko vprašanje, ne, kot v legendah, ne, tudi v izvenkrščanskih in izven, bom rekel, monoteističnih legendah se pojavljajo velikani. In bi se mogoče to pač del te mitologije, ne, potem eni pravijo, da so res nekoč živeli neki velikani in da to pač je to, se tudi na to navezuje, ne, toliko. Ja, so odprta vprašanja in različne možnosti. No, morda to zanimivo še, v Novi zavezi recimo srečamo demone. Jezusova ena ključnih, bi rekli, dejavnosti je, da ima to oblast, božjo oblast, ki se ne ostavi pred demoni, ne on jih z besedo izžene, ne vem, ali zapusti obsedenega, pa kot smo že prej omenili, tisto gručjo svin. So torej bitja predstavljena kot neka nesnovna, duhovna bitja, ki torej se gibajo po svetu in želijo zlo človeku. Dejansko v Stari zavezi nimamo odgovora na vprašanje, odkot ta bitja in kaj so njihovi motivi. Že dejansko pri Kači, če gremo v prvo Mojzesovo knjigo, vemo samo, da je zlo in dejansko nimamo odgovora, zakaj. No, recimo, tukaj imamo torej odgovor, ki se večkrat prepleta v Novo zavezi, je rečeno, da so to neki angeli, ki bojo vklenjeni, čakali v peklo do sodbe, to so ti angeli, ki so zapustili svoj dom, svoj red in šli na zemljo. Iz teh zvez, kot je bilo rečeno, se rodijo ti nefilimi, velikani, in ko ti umrejo, ostanejo njihovi duhovi na zemlji. In to so ti zli duhovi, ki jih omenja potem nova zaveza. In tako je sosledje, ki ga potem Henoh razloži, odkot zdaj, ker naenkrat v bistvu ta duhovna bitja, ki demoni, ki tem rečemo, v katerih pravzaprav imamo zelo malo podatkov, vse v kanoničnih besedilih, nekanoničnih, se da temu še marsikaj dodati. Tole lahko v bistvu
Zdaj, tudi potem, ko besedilo sestavljaš, oziroma ko gledaš zdaj ta prevod, včasih, ko so govorili o teh fragmentih, potem je bilo to besedilo sestavljeno, kako naprimer v tej hebrejski verziji, iz katere je nastal prevod, kako se ne vidi več te fragmentiranosti. Kako več ni nekih prehodov, ki bi nekako bralca zmotili ali zapeljali oziroma vsem tem. In stalno narejeno je tako, da v bistvu vse teče, tako da kot prevajalec, naprimer, zdaj jaz se ne ukvarjam s temi rečmi kot prevajalec v bistvu in kot bralec, ki se ne ukvarja potem s temi dodatnimi pomeni, sploh ne opaziš vseh teh prehodov. Besedilo potem samo teče od enega dela do drugega in v bistvu potem, zato potem tudi v slovenščini nekako se to ne vidi več. Zdaj, da lahko jaz v bistvu še malo prevodil ali... Ja, ravno sem želel dodati izzivi pri prevajanju. Sicer je, kot si povedal, pa pokazal hebrejščina v tvojem malem prstu, pa vendarle je hebrejščina, sodobna hebrejščina, pa biblična, nista povsem isti, pa jezik je sicer bil s to rekonstrukcijo verjetno zglajen, oziroma teh prehodov to ime čutiti, pa vendarle zagotovo to ni mačji kašelj za prevajanje. Kje si se največ zatikal? V bistvu se nisem ne zatikal. Zdaj mogoče to zaradi prakse. Ampak na nek način v bistvu potem, ko ti ujameš ta biblijski ritem in potem, ko padeš noter, ti nekako steče. In zdaj, eno od teh pomembnih elementov, ki ga jaz vedno omenim, vsakič, ko govorimo o kakršnikoli prevodu iz svetopisanske hebrejščine ali tudi drugih hebrejskih besedil, je, kako v bistvu hebrejščina funkcionira na enak način kot slovanski jezik. Da funkcionira na korenski način. Se pravi, delati, pridelati, obdelati, zadelati, delovnik, delavec. V bistvu ta korenje. In hebrejščina, vsi semitski jeziki funkcionirajo na enak način, tako da se dejansko da v bistvu prevajati skoraj dobesedno. In zdaj, pri nemščini to že malo težje, čeprav nemščina tudi ima te korenske sestavljanke, angleščina pa dosti manj, ker je pač drugače sestavljen jezik. Pri slovanskih jezikih je pa to dejansko enostavno, tako da se da, dobesedno se da prevajati. In meni se velikokrat zgodi, da dejansko ni nobenih težav, mogoče mi celo malce nerodno to včasih povedati, ampak meni zelo enostavno prevajati, ker je vse zelo jasno, ker se sploh ni treba spotikati, ustavljati, razmišljati, kako bi zdaj to povedal, ampak enostavno prevedeš dobesedno. Seveda, ker imaš prakso, veš, da je vrstni red besed lahko drugačen. Hebrejščina ima velikokrat vrstni red besed drugačen, ampak potem, ko imaš to že v sebi, te ta vrstni red sploh ne zmoti in dejansko prevedeš točno tako, kot je ta hebrejec tam hotel to povedati. In potem, ko poznaš ta miselni sklop sodobnih hebrejščin, veš, da tudi ljudje tako govorijo, da v bistvu, da se da točno tako narediti. Tako da nekih teh osnovnih zagat nisem imel. Zdaj, na primer, potem pri teh terminološko zahtevnih pojmih, kot je naprimer tole, te stražarji, te nefilim, sin človekov, sem jaz v tem prevodu nisem čist nič eksperimentiral, nisem nič, mi ni bilo treba ne prilagajati, nič od tega, ampak sem dejansko vzel tako, kot je v hebrejščini. Da sem jaz dejansko samo prevodil, kjer imajo oni napisano sin človekov, sem jaz to tako prevedel, ker je to, ali je to, nekje je to Ben Adam. Ben Adam dejansko pomeni sin človekov, ampak lahko to pomeni tudi človek. Tako da dvakrat v bistvu, ampak je jasno iz konteksta, kje se zdaj to nanašalo na ljudi, na človeka, na splošno, ali kjer je res za nekega specifičnega sina človeka. Pri stražarjih sem jaz prevedel to stražar, kjer piše stražar, nefil sem parkrat pustil noter, prav besedo nefil. Tako da v bistvu tlele, od dobesednosti mi sploh ni bilo treba se umikati, kar se meni zdi enkratno. Tako da potem tudi, kot sem prej rekel, te razne rekonstrukcije, nisem mi bilo treba s tem ukvarjati, ker so to že naredili te hebrejski biblicisti, ta nemška šola seveda je bila točno tako egzaktna kot protestantska in katoliška, ta biblicistična šola, da so vsi bili izjemno natančni in so se izjemno trudili, ker so se potem tudi seveda desetletja kregali med sabo, a so zdaj pravilno in natančno to naredili, prevedli. Tako da sem jaz to tem mojstrom čist zaupal in sem enostavno potem vzel njihovo končno prečiščeno verzijo.
Tako da tole ne potem zdaj ali približati to neki sodobni pogovorni slovenščini sploh ni bilo treba, ker je tudi slovenščina, ne, se da našo arhaičnost dati v povsem sodoben jezik in hkrati ohraniti čist nek arhaičen zvok. Tako da nam ni treba v slovenščini kaj dosti eksperimentirati in bom rekel, namerno jemati besedi iz 18. stoletja, ne, in ne vem, Linharta uporabljati in tega sloga, ker znamo v sodobni slovenščini povsem pričarati to vso starodavnost. In potem zdaj tudi mogoče še to, si hotel dodati kaj? Samo to, morda, ker sem se spominjal, ko sem prvič vzel v roke ta prevod in ko sem ga bral, se mi je zdel ravno to, kar razlagaš, malo starinski, malo tak arhaičen, kar me je morda prvo zmotilo, ker sem navajen naših uradnih svetopisemskih prevodov, ki poskušajo nek način biti v koraku s časom in tako. Ampak kot praviš, v bistvu tukaj mislim, da ni nobene potrebe, da se ohrani ta res patina, ki jo morda nismo s prve tako navajeni. In se mi zdi, da je to lepo odraža. Ja, ker se mi zdi to, da res to, da prenese nas v tisti čas, ne? In mogoče to je to, ko si pregovoril o tej, bom rekel, atmosferi miselni, ki je bila v teh časih 200 pred Kristusom, 100 po Kristusu, ne? In da kako so ti ljudje razmišljali, ne? In ko potem ohraniš to patino v tekstu, nekako se potem lažje postaviti v njihovo takratno glavo, v bistvu, ne? In potem tudi lažje razumeti cel kup nekih miselnih vzorcev. Ja, ne? In potem tudi se mi zdelo to, tudi seveda kot hebrejščina je taka, ne? In se mi zdelo prav zato, ne? Tu sem se pol zavestno odločil, ne? Da k tam, kjer je treba, ne, sem vzel seveda slovenski standardni prevod, oziroma, če sem čisto iskren, sem tako 4 standardne prevode doma. Meni je osebno najljubši ta z Maribora, kdaj 65, ta. Potem je pa še en meni tudi zelo ljub, te biblijske družbe, mislim, da je leto 1910, 1915. 1914 je Antonin Hraska. Ta se mi zdi enkraten prevod, ampak seveda, kjer je bilo treba, sem rekel, neč dajmo zdaj, da bo bralcem čim manj tegob povzročil, tako da sem šel pač ta najbolj sodoben, standarden, ampak se nekako vedno potem zanašam na to, bom rekel, intelektualno dimenzijo naših bralcev, da znajo, v bistvu, da se zavedajo, da imamo tudi še tisti prevod, pa on prevod, in da tudi njim to nekako razširi neko dimenzijo. No in zato nekako, ne, se mi pol zdi, da je bilo pomembno iti potem res, sem rekel, dajmo dobesedno, dajmo ohranjati in ta ritem, kjer se da, ne. In dejansko se da skoraj da povsod. Zdaj, tako da tale ritmičnost, ne, ta semitska struktura je potem s tem povsem ohranjena, v bistvu, ne. Jaz sem dejansko potem ohranil ta semitski ritem, ta biblijski ritem, ki je v originalu. V slovenščini ne, je pa to, kot si rekel, ima malce arhaičnosti, ima to patino, ampak je dejansko povsem sodobna slovenščina, ki je v bistvu čisto razumljiva in potem, ko prebereš stran 2, te v bistvu sploh ne zmoti več in dejansko plavaš v tem. Tako da, kaj bo največji prevajalski izziv? Nekako ga ni bilo, zdelo se meni, da je treba pač to ohraniti, to poetičnost, ta navdih se mi je zdelo pomembno ohraniti, da ko bo to zdaj ta slovenski bralec bral, sicer to ni kanonično besedilo, ne? Ampak jaz verjamem, da imajo ta besedila še vedno neko mero, nekega navdiha in da v bistvu, da kakšen bo to v roke vzel in bo tudi kakšen, bom rekel, nasvet lahko našel v tem, kakšen navdih za ne vem, kakšne, ne vem, življenjske odločitve ali tako naprej, skratka za neko splošno energijo. In to se mi je zdelo v bistvu, tako da, kar se terminologije tiče, ne, sem res velikrat sem res vzel prevod naš svetega pisma in sem rekel, to bo točno tako, kot je tam, da se jaz zdaj ne ukvarjam, ker kakšne hebrejske besede smo se le odločili, da bo v slovenščini točno ta beseda, ne. Sploh pri teh, naprimer, teh imenih za tempelj, za šotor, to, ne, imamo neke standardne besede in tu sem se potem odločal, da res tle ne eksperimentiram. Super. Vmes se je omenjala tudi večkrat beseda kanoničnost. To je. Rečemo, to ni znotraj kanona in včasih kar zgubi neko vrednost, pa rečejo, ja, ok, pa ne. Ampak v bistvu ravno to, kar smo prej rekli,
Prva stvar, ki se je dobro zavedati, da v času, ko je to nastajalo, ali pa bomo rekli, lahko rečemo tudi, se pravi od 3. do 1. stoletja nekje pred Kristusom, lahko rečemo tudi v času Jezusa, njegovih učencev, kanon še ni bil določen. Se pravi, uradna zbirka, dobro, v Talmudu piše, da so že določili 24 knjig v Babilonu, ampak to je bolj hagadične narave, recimo. Uradno je to bilo kasneje. In tudi samo dejstvo, recimo kot prej omenjeno, da najdemo in citate, dobesedne citate v kanoničnih spisih Nove zaveze in te nedobesedne naslombe, ki jih je še veliko več, pričajo o tem, če nič drugega ne, da so torej Jezus, sodobniki, učenci, apostoli jemali to knjigo ne kot to zunanjo knjigo, kot smo prej omenjali, ampak kot čisto verodostojen vir svojega razmišljanja, teoloških predpostavk, kot rečeno, od demonov, pekla, od rešenja, nazivov. Tako da pravzaprav na nek način je knjiga lahko aktualna, čeprav morda vprašanje kanoničnosti, no, se tako, če smo rekli, lahko rečemo tudi to, kanoničnost je morda bila veliko bolj vroča tema, kaj pa se vem, par desetletij nazaj, ko je morda tudi še v nekem smislu katoliška pa cerkev, pa znanost v Svetem pismu v nekem krču bila v smislu, se mora braniti in tako. Danes se mi zdi, da tega več ni in da z vso toplino in širino sprejme tudi nekanonična besedila, ker dejansko, mislim, da imamo celo cerkveni dokument, se pravi papeževo okrožnico o bogatstvu judovskih verskih spisov. In dejansko vsako resno raziskovanje se mimo tovrstnih besedil se težko predstavljati. Pa tudi za preprostega, bi rekel, vernika. Je pa z teološkega vidika seveda še vedno pomembno, da je nekaj kanonično. Je, absolutno, ampak se medsebojno torej osvetljujeta in pojasnjujeta. Ni potrebno, se mi zdi več danes reči, ker je to nekanonično apokriv, damo na stran. Se mi zdi, da smo lahko čisto sproščeno tudi našemu okolju o tem govorimo, ker dejansko ponuja veliko zelo koristnih informacij, a na ravni torej zgolj vedenja, ali pa kot si rekel, tudi nekih razmislekov, duhovnega razmišljanja, poglabljanja. Mi dva sva kar povedala že nekaj, bi še kdo kaj dodal. Jaz imam eno vprašanje, gospod Jelinčič, kako pa današnja, naprimer, rabinska literatura ali pa rabinska eksegeza omenja, kako situira Henohovo knjigo? Skoraj da ne, razen nekateri, ki se bolj ukvarjajo s temi rečmi. Ampak bom rekel, povprečni rabinski svet, ki ne vem, če gremo v Jeruzalem, Merše, Rim, tisto, ko greš iz starega dela mesta tja levo, pa tisti cel kvart, tam se nihče dejansko s tem ne ukvarja, razen tistih redkih, ki se pa potem ukvarjajo še s tem področjem. Ampak v vsakodnevnem življenju, ker večina jih je skoncentriranih na vsakodnevno življenje, se pa bolj ukvarjajo, bom rekel, niti ne toliko z Mišno in Talmudom, ampak z razlago od razlage, ki je v bistvu zadnja avtoritativna razlaga, ki pa sloni na nekem 16. stoletju in kako sodobni rabini razlagajo to, kar je bilo potrjeno v 16. stoletju. Tako da v bistvu redki se potem ukvarjajo s tovrstnimi besedili, ampak so bila seveda dana v hebrejščino, so bila prevedena v hebrejščino, tako da kakšni bodo to poznali, bodo sicer rekli, da to ni zdaj navdahnjeno direktno od Mojzesa oziroma ni bilo dano ljudem že v času Mojzesa, se pravi, nima nekega direktnega navdiha v tem smislu, ampak je pa na primer dobro poznati. Tako da nek ultraortodoksen rabi iz Jeruzalema se kaj dosti ne bo ukvarjal in morda bodo redki to tudi poznajo. Ampak tisti Hebrejci, ki se pa ukvarjajo tudi s tem, se mi zdi pa to izjemno pomembno, zanimivo, seveda zelo pomemben vir in informacij, ampak to so tisti, bom rekel, ki so manj ortodoksni. Kako pa akademski krogi, Hebrejska univerza? Je pa to čisto legitimno besedilo z tistega časa, ki ga je treba poznati, raziskovati, o njem pisati in bom rekel sodobna akademska izraelska srednja, ki se ukvarja s temi rečmi, seveda je to eno od pomembnih knjig tistega časa, tako kot se ostale ta apokrifna besedila, tudi tista v aramejščini in grščini. Ja, to pa absolutno seveda. Lahko še jaz čisto na kratko.
dve vprašanji. Prvo je bolj filološko. Omenil si samo, da so v Qumranu našli tudi nekaj fragmentov rokopisnih, čeprav vem, je tudi nekaj grških fragmentov Henohove knjige. V kakšnem razmerju so recimo ti fragmenti do tega rekonstruiranega hebrejskega besedila? In pa drugo, bolj splošno vprašanje. No, letos lani je pri Akut Logos išlo še nekaj apokrifov, jubileji, apokalipse in tako naprej. V kakšnem obdobju smo v slovenskem kulturnem prostoru in mogoče kaj lahko tudi še prihodnje pričakujemo, kdaj bomo prišli do polnega Charles Worta? Zdaj, mogoče besedo najprej o teh fragmentih. Zdaj, v tej hebrejski verziji še niso upoštevali tega, kar so našli v qumranskih rokopisih. Zdaj ni nekega velikega nesoglasja, se kar ujemajo reči, potem, ko sem potem bral te neke komentarje, se ujemajo, tako da ni nekih močnih diskrepanc, to, kar se tega tiče. Bi bilo pa zanimivo, to potem verjetno bo šla, še ni šel potem nov prevod. Še niso naredili nove izdaje. Toliko o tem. Zdaj, da še ti mogoče kaj o teh fragmentih. Pravzaprav tukaj nimam toliko pogleda, vem pa, da to še poteka. In zdaj, če torej ni tega te uradne različice, ki bi jo ti strokovnjaki oziroma šole že uradno posodobile, potem očitno to še v fazi preučevanja. Je pa tudi ena stvar, ne rečemo, našli smo fragment, ampak če se vemo, so fragmenti, imaš zelo odvisno, kakšna velikost in kakšna oblika, lahko imaš zgolj od ene vrstice, od 3 vrstic, po pol besede in ti to pravzaprav. So pa verjetno že kakšne zelo zanimive študije na to temo, kdo že verjetno kaj zelo fajn napisal o tem. To pa bi bilo malo. Ja, bilo fajn malo poprskati. Zdaj, ja, šli so te palestinske apokrifi, pri Logosu, in mislim, da smo s tem kar zaključili, smo pokrili ta manko v slovenskem kulturnem prostoru, kar se teh starozaveznih palestinskih apokrifov tiče. Prvo Logosu je šla še v Salomonove ode, tale Henohova, to je druga. In zdaj vse ostalo je bilo pokrito, kot je predlagal profesor Zupet v predgovoru od te knjige, in to smo potem tudi vzeli za argument. Poglejte, profesor Zupet je tukaj naredil seznam, to, kar imamo in to, kar nam manjka. In to, kar nam manjka, to še moramo zdaj narediti, in tako je nastalo potem, kar smo dali v palestinske apokrife. In s tem je v bistvu pokrit cel seznam od Zupeta. On reče, da je še nekaj malenkosti sicer, kar v bistvu zdaj čaka še na določen čas, ampak jaz mislim, da smo s tem kar zapolnili zdaj vrzel v slovenskem kulturnem prostoru in kako smo rekli, ne vem, 100 let nazaj, zdaj smo enako vredni ostalim velikim evropskim narodom in imamo zdaj tudi mi to pokrito. Tako da ja, tudi se navezuje, in tudi v teh palestinskih apokrifih, knjiga jubilejev se navezuje na tale koledar v Henohovi knjigi, in še par drugih stvari se navezuje, tako da ti teksti so med sebojno povezani. Si še hotel nekaj dodati? Ne, samo hotel sem hudomušno pripomniti, a potem je zdaj naslednja Mišna, Talmud. Ja, bo kaj tasga na vrsti že, ja. V slovenskem kulturnem prostoru res pokrijemo, kot je rekla ena urednica nedolgo rekla, ja, to so referenčna besedila, ki jih rabimo v slovenščini, ne moramo skozi skakati k Nemcem, Italijanom ali pa ne vem, Francozom. Ja. To pa kar veliko ena anekdota, enkrat en študent, če ni bilo to celo z tvoje generacije, smo nekaj o judovstvu se pogovarjali in potem so omenjal tudi Talmud in sem jim grede rekel, jaz celega Talmuda nisem prebral, tega je par tisoč strani. Če pa še daš Jozefto pa te zraven stvari, pa še veliko več. Ampak ni vedel, potem je več razočaran počakal, da so slišali ven in prišel do mene, ko mi niste tega prebrali. Samo bom razložil, da je malo. Ja, tega niti ni, sploh. To še v noben jezik ni prevedeno, to še tudi vse ni prevedeno v sodobno hebrejščino. Kaj šele v nemščino, angleščino? Ja, nekaj je še v tej babilonski aramejščini, ker tega niti brati ne moreš, če nimaš zraven te razlage, pa one pa tretje. Tako da to in je tudi, moram reči, znotraj ortodoksnega judovstva je tudi nasprotovanje temu, da se to v celoti prevede. Ker v bistvu je tudi že sam proces prevajanja je v bistvu neka duhovna vaja. In v bistvu to oni dejansko smatrajo za herezijo, da se zdaj kar nekaj bo pa prevedlo v neko dokončno obliko. To je treba debatirati, to se skupaj prevaja, vsakič na novo,
nova generacija to na novo prevede. Tako da, ja, ne, to tudi, skratka, ni še niti v modernih hebrejščini vsega tega. No, zelo zanimivo, se pravi, potem je to nekak taka drža, pa je bila že v preteklosti na nek način izražena, ko imamo te targume, pa to, ko se ni smelo dobesedno prevajati, ampak pol acenzum, da ne bi dal občutka, da je zdaj prevod enakovredni, enakosvet in zanimivo. Tako da tudi polk se bo naredila neka slovenska verzija teh Mišne Talmud in tako naprej. Je seveda to redakcija, uredniško delo, kaj izbrati, česa ne, kako zdaj to, da se dejansko da dovolj slovenskemu bralcu, da je to res že zalogaj, da to paše zdaj na neko spodobno knjižno polico, ampak to pa seveda ne more biti zdaj vseh teh 7000 strani in ne vem, še 14 000 strani komentarjev, kot obstajajo. Ja. Toliko, ja. Hvala. Če lahko še eno vprašanje. Kako je pa Henoh vplival direktno na kabalo? Ja, očitno kar, kot še neke druge knjige iz teh palestinskih apokrifov, je vplival, se očitno zelo jasno nakazujejo te smernice v kabali potem tega 16. stoletja, lorijanska kabala, ki se je razvila iz te španske mistike 11., 12., 13. stoletja in je direktno se navezuje. Potem, če človek malo pozna to kabalistično tradicijo, če sem prav razumel, imajo tudi frančiškani neke kroge mistične v meditaciji, ko se človek dviga v zavesti in nekako to že nekako Henoh namiguje na to. Te njegovo dvigovanje k prestolom luči in Božjim prestolom v bistvu gre za neke duhovne vaje, dvigovanja zavesti, dvigovanja energetskih nivojev, kar bom rekel v neki New Age terminologiji se lahko navezuje tudi na čakre, kar je na jogo, kar je seveda zelo popularno. S tem seveda sodobne bralce takoj pridobiš. A ja, na jogo se navezuje, ja, seveda čakre. Ja. No, v bistvu ne gre za neke podobne reči in ja, Henoh se močno navezuje na to in je v bistvu že kar močno povezan s to tradicijo, tako da v povezavi z Zoharjem, s to osnovno knjigo kabale in drugimi rečmi, ja, Henoh ima to že kar močno noter, sploh v teh izrazito metaforičnih, mističnih teh vizijah prestola, to se, kot smo prej rekli, navezuje na to mistiko Merkava, to Ezekiel, potem Elija na vozu in tako naprej. Ja, absolutno, absolutno. Po eni strani zelo misteriozen, po drugi strani pa tudi zelo konkreten. Jaz vsako leto berem študentom opis nebesnih teles, delovanje. Recimo, ker spet v Svetem pismu imamo zelo, bi rekli, suh opis. Rečeno je, Bog ustvari nebo, zemljo, da jih okrasi z nebesnimi telesi, to pa to. Medtem ko recimo v Henohu najdemo pa zelo lep pogled v razlago, kako so si takrat predstavljali tudi delovanje naravnih pojavov. Meni je bilo zelo simpatično, saj tako vidim pri študentih, recimo so si torej predstavljali neke vrste ploščat podstavek, čez tako polkrožno strukturo, rakija oziroma to stekleno, kakorkoli že. Ja, to. Potem pa so si predstavljali, mi jih ne vidimo, itak okrog in okrog vodovje, od to tudi izraz za nebesa, šamajim, ki itak ima tista voda tam, ja. In potem gor nanizani prostori z, ne vem, dežjem, soncem in danes je en angel zelo na stežaj odprl vrate na Božji ukaz in spustil eno točo v Ljubljano, recimo. Tako da spet kanonična verzija se tega ne opredeljuje, tu pa najdemo zelo pisan plastičen opis, ki pomaga dejansko recimo študentom in drugim, ki berijo, razumeti, kako so poskušali oni, kako so oni razumeli naravni red, delovanje. Po drugi strani se pa tudi lepo vidi ta razlika, po eni strani kanonična ne poskuša znanstveno razlagati, Henoh pa si dejansko da kar visoko ambicijo, da bi pojasnil dejansko na nek način znanstveno v tistem smislu, tistega časa. Vpliv helenizma, Ja. Vpliv helenizma in teh reči, jasno. Tudi to je izjemno zanimivo za, mislim, za bralca, ki teh stvari ne sreča v običnem svetu. Hvala. Hvala.